znova dobrodošli v moji družbi, znova dobrodošli v oddaji Začnimo teden z Lili Sorum. Juni, 6. mesec v letu 2025. Na kratko bomo rekli kar takole: brez spremembe v odnosih ne bo šlo. Ne, dragi moji, tudi če se skrijemo na drevo, v jamo, se zapremo v omaro, ne bo se nam uspelo skriti sami pred seboj. Vsi veste, kaj pravijo, ni važno, kam greš, ni važno, koliko služb zamenjaš, koliko partnerjev obrneš, koliko novih stvari se lotiš, sebe vedno vzameš s seboj. In to pravzaprav je največje darilo. Dragi moji, vi ste največje darilo svojega življenja. Juni leta 2025 vas bo na to opomnil. Seveda bo včasih jih moramo dobiti malo po prstih, da to dojamemo, kaj ne da. Letos je število 6 še veliko bolj v ospredju, to je pravzaprav v juni 2026. Šestica simbolizira čustva, ljubezen, dom, toplino, romantičnost, tisto res globoko povezanost, vero v dolgotrajnost, vero v lepo. Po drugi strani, tako kot vsako število, neke stvari mi dojemamo kot plus, neke stvari dojemamo kot minus in marsikdo čustvenost dojema kot minus. A ni to škoda, dragi moji? A ni to škoda? A niso čustva, ljubezen, radost, včasih tudi jeza, strast, vse to, kaj ni to pravzaprav začimba življenja? Ja, kakšno bi pa bilo, če ne bi bili čustveni? Roboti bi bili, zombiji, neodzivni bi bili. Saj pravzaprav so čustva tista, ki sprožajo odzivnost. Se pravi, dragi moji vsi, ki poslušate, da delate dramo, ki poslušate, da ste preveč čustveni, ki poslušate, da vse preveč resno jemljete, vas lepo prosim, da izkoristite letošnji juni za to, da aktivno začnete razmišljati o drugačni izbiri ljudi okoli sebe. In to pravzaprav velja za vse nas. 100 ljudi, 100 čudi, pravimo, ljudje smo si med seboj različni, z nekom smo bolj kompatibilni, z nekom manj. Pravzaprav včasih enostavno samo ne gremo skupaj. In tukaj numerologija lahko ful pomaga. Vsi tisti, ki sledite Špeli Grošelj, to dobro veste, da vse najprej meni preračunati, pa tudi mnogi izmed vas. Pa moram povedati, da mi je ful všeč, da je to vse več moških. Da vse več moških pride na svetovanje, na coaching, na analizo odnosa, da se pride pozanimati, kako lahko mogoče bolj razumejo svojo damo in tako naprej. Se pravi, če vas zanima, samo na hitrico povem, ful različna svetovanja obstajajo, analiza odnosa je tista, ki je daleč najbolj popularna, izboljšate odnos, kako iti narazen, kako se odločiti med dvema različnima osebama, kako se postaviti za sebe. In pa pravzaprav tudi ponudba je ljubezen samski, ki pa vam pove, kdo ste, kaj ste, skupaj se usedemo, skupaj pogledamo, kje je vaša karma, kje so vaše lekcije, kaj so vam določeni ljudje prinesli v življenje in kaj morda vlečete za seboj. A veste, to pa bo rdeča nit letošnjega leta. Kaj je tisto, kar pa mi nosimo s seboj? Pa roko na srce več ni potrebe po temu. In preden pozabim, nova kratka pisna analiza. Za tiste, ki ste novi, naj na hitro povem, pri meni lahko pridete na osebno svetovanje 1 na 1, lahko naročite pisno analizo, analizo v obliki video, posnetka, podcasta, vse živo imam. Novo letos v juniju pa je kratka jedrnata analiza, ki vam zaupa, kakšen partner ste vi, kakšnega partnerja potrebujete, kaj vas odbija, kar je zelo pomembno. Velikokrat, ko smo na frišno zaljubljeni, se nam zdijo stvari mnogo manj težke kot potem kasneje. Drage moje punce, vi, ko pridete k meni, veste, da jaz rečem, no okej, če ste zdaj mlada pa zaljubljena, pa so stvari še v povojih, pa recimo, da še oba dva študirata oziroma sta zelo mlada, če zdaj temu pridamo 30 let tako na 2 otroka, enega psa, tečno taščo in 2 kredita, kako bo to izgledalo? In to tudi zdaj jaz vas sprašujem. Če dodamo tej situaciji, ki se trenutno odvija, kar nekaj pritiska, kako bo to izgledalo? Kajti pravzaprav juni nam bo pomagal razumeti, kdaj in kje gradimo v oblakih. In včasih gradimo v oblakih na zelo, bom rekla, trdnih temeljih, ker smo se z nekom imeli lepo. Tako da moje naslednje vprašanje vam je, bilo nekada, kaj pa je zdaj? Včasih nekoga spoznamo in se imamo super. In klikne. In vse štima. In je super. In ne moramo verjeti, koliko je ta oseba super in koliko je nam fajn.
In potem se včasih zgodi, da ugotovimo, da ni vse tako krasno, kar je del življenja, kar je normalno, ko smo na frišno zaljubljeni, je vse super, a ne. Moški zraven naš leži, smrči in si mislimo, prede kot mucek, to je pa res tako, kot da bi imela medvedka zraven. No, pri 60-ih, 70-ih bi mogoče tega medvedka zadušili z blazino, ker je tako, kot bi imeli traktor zraven. Pomembno se je zavedati, kje so naše meje. In rdeča nit meseca junija bodo zagotovo naše meje. Se pravi, kaj sploh je zdrava meja? Kaj sploh pomeni imeti sebe rad? Jaz sem napisala čudovit prispevek o temu, imeti sebe rad, ja kako, spodaj imate link, pojdite si prebrati. Izračunajte si svoje število duše, seveda na moji spletni strani je ogromno vsebin, kjer lahko že sami izračunate in dobite nek občutek, kako vam lahko numerologija pomaga, nek mogoče ravno pravi napotek, se pravi tudi število duše je link spodaj. V bistvu, na kar pa vas moramo opozoriti meseca junija, pa je, da bomo prisiljeni postaviti meje tistim, ki jih imamo najraje. Torej, če ste na frišno zaljubljeni, če ste v odnosu, ki je toksičen, če ste v odnosu, ki je zelo nasilen, v odnosu, ki mogoče vas zanemarja, v odnosu, ki je enostavno morda samo izzvenel, pričakujte dogodke, v katerih bodo ta opozorila strani vesolja zelo jasna. Vesolje, življenje, Bog, naš višji jaz, naši vodniki, nasplošno narava, če pogledamo naravo, vedno se stvari razvijajo. Vedno nekako napredujejo. Mi človečki smo toliko brihtni, pametni, civilizirani in študirani in tako naprej, da sami sebi mnogokrat življenje grenimo. Se pravi, dragi moji, junija biti zelo pozorni, kako se vi obnašate do sebe. Kaj pravzaprav vi dopuščate? Ko smo zaljubljeni, se včasih ta merila zelo spustijo. Naši standardi grejo zelo dol, kajti velikokrat, saj ženske smo take, to enačimo z dejanjem ljubezni. Zdaj, če bi mi prišla oseba, za katero ste 300, ma kaj 300, milijon, vse procentni, čak Noris vam bo dal potrdilo o tem, koliko ste vi procentni, da s to osebo pa res ne bi imeli nič, ker vam ni simpatična, ker vas to moti, ker vas ono moti, kako zelo hitro te standarde potem nazaj postavimo in meje in se nekako branimo stvari. Ampak veste, kaj pa jaz pravzaprav opažam v svetovanjih z vami? Kako zelo velikokrat postavljamo meje in se branimo ljubezni. In se branimo ljudi, ki nam pridejo blizu, ki se nas dotaknejo, ki sprožajo neka čustva. Najprej morda zato, ker menimo, da so čustva šibkost in sprožajo seveda ranljivost. Največkrat pa zato, ker smo imeli slabe izkušnje. Se pravi, če je nekdo bil prevaren, je seveda zelo previden. Če je nekdo ravno kar ali po nekem kratkem času bil deležen ghostinga, se pravi, saj ni važno, kaj ta izkušnja je bila, ampak velikokrat vidim, kako zelo se upiramo lepemu, ker se bojimo, da se bo zgodilo slabo. Dragi moji, kaj niste potem brez? Se pravi, če se jaz upiram nekomu, zato ker nočem biti prizadeta, zato ker se mi zdi, da je to ful v redu fant in ker se mi zdi, da bi me lahko res osrečil in lahko bi bilo vse ful fino, fajn, ampak o moj bog, kaj če bo šlo pol kaj narobe, bom jaz preživela. A nisem v obeh primerih brez tega fanta? Ali nismo v obeh primerih brez, ko se nečesa branimo? Ko so naše meje, namesto da bi nas ščitile, do nas destruktivne in nas omejujejo. Če se vrnemo k številu 6. Število 6 spominja na nosečnico, ne tako bušijama, ali pa na košarico. Spravi, kaj je tisto, kar vi polagate v košarico svojega življenja? In kako izbirate? Ko gremo v trgovino, pa gremo po jabolka, bomo gledali, da niso obtovčena, da niso gnila, da niso takšna, da niso drugačna. Ali v resnici veste, kakšne ljudi potrebujete ob sebi in ali jih resnično aktivno iščete? In to ne velja samo za partnerstvo, to velja tudi za prijateljstva, za odnose med sosedi, za odnose v službi, za vse odnose. Ali v resnici veste, kaj potrebujete? Ko gremo v trgovino, vemo, po kaj gremo v trgovino? Večinoma. Ali jemljete stvari na popustu, dragi moji? Koliko ljudi v vašem življenju je zato, ker so znižani, ker niso zahtevni, ker, kaj pa vem, tam so? Kolikokrat, dragi moji, ste vi na popustu v svojem življenju?
Kolikokrat dopuščate mnogo manj, kot ste vredni? A veste, vse to so meje, vse to so merila in vse to so naše izbire. In v letošnjem letu moram reči, da junij je izvrstno obdobje potenciala. A boste zdaj ostali pri tistem jabolku, ki je že nagnito? Ali boste rekli, Marečka potička, koliko jabolk še je, koliko sort jabolk še je? Zdaj pa lepo prosim, ne me narobe razumeti. Nočem reči, da ste poročeni 20 let, imate 3 otroke, 2 kredita, mogoče ne tečne tašče. Nočem reči, da vrzite vse stran. Nočem reči, da je edina rešitev to, da se razidemo. Pa ne gre za prijateljstvo, partnerstvo, karkoli. Hočem reči, da rabimo mi v sebi svojo vibracijo spremeniti. Svoj odnos spremeniti. Da bi sploh drugi ljudje nas lahko jemali resno. Se vemo, dokler smo mi, to pa se ne vem. Če pridete v gostilno in rečete, saj ne vem, kaj mislite, da vam bodo predlagali? Tisto, kar večinoma ljudje želijo, a ne? Ali pa tisto, kar se bo natakarju zdelo imenitno. In v odnosu sta vedno 2 osebi. Če sem jaz bela in je druga oseba črna, bom jaz tej osebi želela dajati belino, ker jaz potrebujem belino. Ali morda potrebujem črno, da bi se česa naučila. 2 odnosa nista enaka. Kar pejte malo pogledati nazaj. Kakšni ljudje so vas privlačili, kakšni ljudje so vam zdaj zanimivi. Vedno odražajo naše čustveno stanje. Se pravi, ne glede na to, kakšna prijateljstva ste imeli v mladosti, v starosti, ko ste bili stari 5 let, ko smo nekako porinjeni v neka okolja, s prijateljčki v vrtcu, ali kasneje pri 15, 25, 35 in tako naprej. Ljudje, ki nas obdajajo, so odraz nas samih. Se pravi, kaj vam pravzaprav sporočajo? Kaj potrebujete? Ali posegate po temu, kar potrebujete? Ali se pustite prepričati, da ste prezahtevni? In tako naprej, in tako naprej. To je resnično široko območje, veliko vsebin sem že posnela na to temo, poiščite jih na mojem YouTube kanalu Zavihek osebna rast, ne bi želela biti čisto predolga, ampak pričakujte, da junij nam prinaša absolutno premike na odnosu do sebe, odnosu z drugimi in predvsem potencialu. Kaj boste vi položili v košarico svojega življenja? Kaj je realno? Kaj je v oblakih? Kaj je nekoč bilo dobro, pa zdaj morda ni več. To je značilno za narcistični odnos. To je značilno za narcistični odnos. Tuf, the best, filmsko dober. Mislim, Titanik se skrije pred tem, ne? In vsi vemo, kako se Titanik konča. Stvari se hitro spremenijo, se pravi 6 do 9 mesecev traja, nekje v povprečju na narcis pokaže svojo pravo kožo. Se pravi, dragi moji, to je samo predlog, koliko časa traja, eni celo prej, drugi kasneje. Ampak vi ste tisti, ki glede na vašo lastno vrednost dopuščate ali ne. Se pravi, če ponovimo, junij bodo pod vplivom števila 6, letos poudarjeno, se pravi čustva, odnos do sebe, meje našim najdražjim, meje sebi, ženstvena energija, vse, kar je povezano z ženstvenostjo, z boginjo, s tem, da je ženska zapeljivka, s tem, da je ženska bojevnica, s tem, da je ženska lahko tudi šefica, s tem, da je ženska lahko zelo nežna, zelo strastna, tudi agresivna, ženske znamo biti zelo maščevalne, zelo kompleksne, a ne? Dejsti, ko ste jezni eni na drugega, si date 2 okrog kepe in je to. Ženske se tega malo drugače lotevamo. Kakšne zgodbe, ki sem jih slišala, moram reči, v teh 20 letih plus dela z vami so bile zelo, bom rekla, tudi presenetljive, tudi srce parajoče. Junij bo tisti, ki bo čustvo in potrebo po temu, kar nas čustveno zadovolji, spotenciral. Se pravi, če je neka oseba sama po sebi maščevalna, potem bo verjetno to prišlo mnogo bolj na plano. Če je neka oseba malo bolj romantična, bo potreba po bližini prišla na plano. Se pravi, junij je čudovito obdobje, da pravzaprav sebe opazujete. Negujete svoje telo. Ženske smo carice v temu. Uživajte v svojem telesu. Ne gledati, kje imate celulit, pa kako izgledate v kopalkah. Glejte, da se dobro počutite v svojem telesu. Častite svoje telo, tako kot bi bila Afrodita. Tako kot če bi bila Kleopatra. Mislite, se je Kleopatra obremenjevala, če ima celulit? Pa če ima kje kakšno gubo? Prosim vas lepo. Ne. Potrditve naj bodo vaše. Vaš potrebuje vašo potrditev, ne tujo. In podobno velja tudi za duhovni razvoj tega meseca.
Kdo ste vi, kje ste vi, zakaj ste vi, je vaša odločitev in prav nikogar drugega. Se pravi, lastna vrednost je tista, ki bo v ospredju, nega sebe, prepoznavanje sebe, čustvenost in izbiranje stvari, glede na vaše vrednote, glede na vaše prioritete, glede na vaše potrebe. Torej, ob koncu bom rekel samo še tole. Kaj dejansko hranite? Strah ali ljubezen? Pretekle slabe izkušnje vozite, nosite s seboj? Ali dajete možnost, priložnost nečemu novemu? Ali negujete potencial lepega? Ali se bojite slabega in ga bremzate? Kako pravzaprav sebe vi vzgajate? Število 6 povezujemo tudi z materinstvom, se pravi, kako vi sebe vzgajate? Kakšen je vaš notranji dvogovor? Kakšna je vaša disciplina? Kakšne posledice date vi sami sebi, če nekaj zafrknete? S čim se nagradite, kadar naredite nekaj dobrega? Ker če gledamo, strani vzgoje, veliko krat rečemo, no sej pri takih starših, pa pri tej vzgoji, pa v tem okolju res ni mogel drugačen zrast, ne? Se pravi, v kakšno okolje polagate vi sebe in v kaj boste zrasli, če boste tam ostali. Se pravi, kaj se bo zgodilo, v kaj boste zrasli, v kaj se boste razvili, kakšni boste pri 96, 106 letih, če boste nadaljevali točno tako, kot počnete sedaj in ne boste ničesar spremenili. In dobra novica je, da energije junija nas resnično podpirajo v temu, da negujemo sebe na zdrav način, da rečemo ne nezdravim hrani, navadam, mislim, vsebinam, filmom, dokumentarcem, ljudem, pogovorom in tako naprej. Tako da, dragi moji, naj bo junij resnično mesec za vas, zdaj pa pojmo končno že pogledati od 1 do 9, kaj nam prinaša mesec junij. Svoj rojstni datum toliko časa seštevamo, da dobimo eno samo cifro, to je naše število življenjske poti in pomagalo nam bo razumeti, kaj nam prinaša mesec junij. Drage moje enke, za vas bo mesec junij čas prepoznavanja vas samih, vaših podzavestnih vzorcev, ki nekako usmerjajo vaše čustvene izbire. Torej, bodite pozorni na to, kako se odzivate takrat, kadar ste pred neko čustveno intenzivno situacijo, kaj pravzaprav je tisto, kar se sproži v vas, katere misli, kateri vzorci, kaj vi razmišljate takrat, ko ste čustveni. Sicer pa bo mesec junij fenomenalen čas, da pravzaprav te zapise lahko tudi spremenite, če vam ne bodo všeč. Absolutno vam prinaša nek odnos, ki vam daje lekcijo, daje zamisliti. To je lahko včasih tudi samo pogovor z nekom, ne vem, v vrsti pred blagajno. To je lahko včasih film, prizor v filmu. Ni nujno zdaj neka strašno spektakularna situacija ali odnos ali nekaj, kar bi se zgodilo. Definitivno pa vam junij na nek način želi prestrukturirati vaše miselne vzorce, da bo vaše čustvovanje bolj prijetno. Dvojkice moje, drage dvojkice, odločno v mesec junij. Za vas je zelo pomembno, da najprej pri sebi razčistite, kaj vaša meja je, kaj vaše pričakovanja so, česa si želite, kaj je dogleden čas za to, da se to izpolni, predvsem sami od sebe. Drage moje dvojkice, odločnost se bo od vas pričakovala, kar pomeni, da je prav, da poveste, česa si želite, kaj pričakujete, kaj ste pripravljeni vi dati, pa naj gre za to, da se menite s kolegico, s kolegom za kavo ali za pivo, oziroma tudi za kakšno malo bolj globok pogovor o odnosih. Drage dvojkice, resnično ste v fenomenalnem času, da dvignete svoje standarde, da okrepite svojo ljubezen do sebe in predvsem za vas velja lastno vrednost. Kako jaz temu rečem? Lastna dragocenost. Drage moje dvojkice, neprecenljive ste, zdaj pa se vi temu primerno obnašajte. Zelo podobno velja tudi za trojke. Drage moje trojke, pravzaprav spuščate nekaj iz preteklosti. Dovolj je bilo razočaranj iz otroštva, dovolj je bilo razočaranj iz katerega koli odnosa. Dovolj. Kar odločite se. Ne bo vam vedno uspelo, seveda čustva so le čustva, ampak odločite se, da je bilo dovolj slabega in začnite aktivno usmerjati svojo domišljijo, ki je bujna, v dobro, v konstruktivno, v igrivost. In če vam to reče, da ste otroci, pa kaj? Počnajte ljudi, ki so podobno razigrani, podobno navihani, podobno izvirni kot ste vi. Se pravi, poiščite osebe, ki bodo hvaležne
zato da ste vi pravzaprav tako zelo barviti, tako zelo izraziti in nikoli sebe ne dajte v senco, ne zasenčite sebe, da bi drugi sijali. To ni vaša pot, drage moje trojke. Štirke, drage moje štirice, bodite odprte drugačnosti, bodite odprte pogovoru, razložite, kaj pravzaprav je vaš pogled na svet. A veste, vi štirke znate biti zelo tradicionalne, zelo poštene, zelo zanesljive, tudi zelo zasidrane v tem, kar ste, in kar se nam včasih zgodi v takih primerih, je to, da malo pozabimo razložiti, kdo in kaj in zakaj sploh smo, česa si želimo, kako si to predstavljamo, kajti se nam zdi, da je to ljudem kar jasno. Ampak, drage moje štirke, poglejte okrog sveta, po svetu, kaj vse je danes normalno, kaj vse se gremo v odnosih, kar je bilo totalno, ne da ne zaslišano, ni obstajalo 20, 50, 60 let nazaj. Se pravi, izrazite sebe, štirke moje drage, povejte, česa si želite in pokukajte malo tudi v drugo skrajnost. Morda pa vas tudi tam čaka nekaj prav posebno lepega. No, petice, vas pa bo guncalo. Petkam se obeta resnično bujna energija junija. Zelo boste želeli izraziti svoje doživljanja, svoje razmišljanja, svoje stališča, sebe pravzaprav, kar je super. Bodite igrive, bodite odprte, predvsem pa se pojavlja priložnost zdravljenja notranjega otroka. Se pravi, če ste bile kadarkoli prizadete, če ste zato morda malo nagnjeni k begu pred čustvom, petke ste malo take, strastne, pa dinamične, pa spontane, pa zabavne, pa karizmatične, pa privlačne, ampak včasih se nam pa resnično lahko zgodi, da potem to postane tudi mehanizem bega. Ne se bati čustev in oseb, ki čustva zbujajo v vas v mesecu juniju. Prišle so z razlogom in ta razlog ni to, da vam bodo srce raztrgali na 1000 koščkov. Razlog je, da se vi opomnite, kako imeti vi sebe rade. No, število življenjske poti 6, drage moje šestice, v mesecu 6 pravzaprav prihajajo malo bolj stabilne energije, kar mi je ful všeč. Se pravi, malo bolj prizemljeno se boste stvari lotevali, poudarek pa bo na dolgoletnih odnosih. Na odnosih tudi z vašimi starši, strahom, kako ravnate, kadar vas je strah, kako ravnate, kadar se bojite, da boste nekoga zgubili, da se boste nekomu zamerili, kako ravnate, kadar niste v svoji najboljši koži, do sebe. A veste, drage moje šestice, tako velikokrat pozabite negovati sebe, a ni škoda. Se pravi, junija si vzemite čas, da okrepite svoj občutek varnosti, ki ga lahko date samo vi sami sebi, in pa seveda vsi tisti odnosi, tudi z našimi predniki in pa s pričakovanji okolice, bodo za vas v ospredju. Super čas za to, da postavite temelje drugje, če si tega želite, in predvsem, da sebe s tem okrepite. Drage sedmice, za vas bo tole pa mesec sprememb, pa dinamike, pa vsega tega, kar mogoče vam ne bo najbolj všeč, v smislu, da ne bo časa za perfekcionizem. Vam pa bi se lahko zgodil nekdo ali nekaj, kar vam bo dobesedno potegnilo tla izpod nog. Se pravi, to bo obdobje, v katerem se boste ujeli, da ste malo bolj predrzni, da mogoče bi veliko prej, veliko hitreje, veliko lažje nekam, kar ne smem povedati, kam, koga poslali. Torej, če razmišljate o tem, da bi spremenili nekaj v odnosu, če razmišljate v kratkotrajni poletni romanci, če razmišljate o tem, da bi morda celo šli narazen, drage moje sedmice, junij bo to zelo potisnil v ospredje. Se pravi, pomembno je, da niste zaprti v en način razmišljanja, ampak da se odprete, da razmišljate, da raziskujete, da ste drzni, da ste predrzni in da predvsem poskusite nekaj, česar si ne bi mislili, da bi v tem lahko uživali. Osmice, drage moje, drage osmice, za vas pa mesec ljubezni, odnosa do sebe, lastne vrednosti, standardov, vse to, kar smo prej naštevali. Drage osmice, pravzaprav preko neke romantične oziroma čustvene izkušnje prihajajo lekcije lastne dragocenosti. Ali boste popustili, zakaj boste popustili, na kaj boste pristali, koliko boste sebe investirali in zakaj, kako zelo jasna je ta zgodba ali ne. Sicer pa izvrsten čas za poslovno ambicioznost, za nove projekte, za nove ideje, za vse to, kar v vas notraj zori,
raste, se razvija, pa mogoče vi tega ne vidite, mogoče ne spoštujete, drage moje osmice, ve same pri sebi. Izjemno ste sposobne, izjemno ste osebnostno močne. Tako da, drage moje osemke, v energijo boginje, v energijo kreacije, ne v energijo nekoga, ki prosi za nekaj več. In že devetke, tudi za vas zanimiv mesec, odnos z mamo, odnos do ženske energije, ženstvene energije, do čustvenosti, do vaše rastne ranljivosti. Kar pomeni, da sigurno, jaz nočem reči, da bo slab mesec, nočem reči, da vas bo nekdo prizadel, ampak sigurno se vas bo nek dogodek dotaknil. Za nekoga bo to mogoče srce parajoč film, za nekoga bo to srečanje z osebo iz preteklosti, ki bo imela zelo bolečo izkušnjo za seboj zapovedati. Za določen proces vas pa bo seveda to tudi dogodek, ki bo vas prizadel, morda oseba, ki bo vas razočarala, kakorkoli. Bistvo tega ni, da nimate sreče v življenju, bistvo tega ni, o moj bog, s čim sem si to zaslužil. Bistvo je zdravljenje. Za vas v prvi vrsti je junij obdobje zdravljenja, vseh tistih razočaranj in izgubljenih iz preteklosti, ki jih bo nekaj preprosto strigiralo. Se pravi, ta dogodek bo zgolj sprožilec zdravljenja in ne konec sveta. Takole, dragi moji, to je pregled od 1 do 9. Jaz vam resnično iskreno z vsem srčkom želim, da imate sebe radi na najboljši možni način. Kajti pravzaprav to je naša prva odgovornost. Znati sebe imeti radi, sebe prepoznati, znati skomunicirati, kaj potrebujemo. Seveda po prvi vrsti moramo to znati povedati sebi. Kot sem že na začetku povedala, numerologija lahko tukaj zelo pomaga, resnično daleč najbolj iskane so analize odnosa, svetovanje, kako izboljšati odnos, kako razumeti drugo osebo. In tukaj pravzaprav numerologija, ko boste šli računati število duše, Google Translate. Se pravi, ta nova pisna analiza, naj namignem še to, ni nujno, da jo naročite zase. Zato, da povemo, kakšnega partnerja potrebujete, kaj vas odbija, kakšen partner ste vi, se pravi, nek plonk cegelc osebe, ki ste ravno kar spoznali, zato potrebujemo samo samoglasnike imena in priimka. A ni to fajn? Torej, dragi moji, naj bo junij čas najboljšega možnega potenciala, lepih trenutkov, čas ljubezni in čas vas.